dobrodošli na prvi in uvodni epizodi mladega podcasta, ki sem ga poimenoval Umetnost lenarjenja. Najprej naj se vam zahvalim, da ste me poiskali oziroma ste se pustili usmeriti na moje vsebine. Kot se za uvodne zadeve spodobi, bom skušal biti kratek, jedrnat in predvsem učinkovit. Poanta vsakega uvoda mora biti, da je dovolj zanimiv, da te pritegne. Na nek način je uvod skoraj najpomembnejši del nekega dela, ker lahko poslušalcu ali bralcu tako jasno sporoči, če ima to delo neko substanco ali je pač mešanje niča v upanju, da pridobi svojo minuto pozornosti. In uvodu lahko spodleti v resnici hitreje, kot mu lahko uspe. Moj cilj je torej v naslednjih nekaj minutah ponuditi dovolj substance, da si boste prižgali še kakšen naslednji, mal daljši posnetek. In če mi to rata, pol sem zmagal. No, spodobi se tudi, da se predstavim. Moje ime je David Zupančič, star sem 30 let in sem po izobrazbi zdravnik. Specializiram infektologijo in delam v kliničnem centru v Ljubljani. Sem tudi spletni influencer ali po slovensko vplivnež, kar se še bolj sliši, preko platforme Instagram. Sem oče čudoviti mali punčki in sem poročen s svojo zobozdravnico. Skoraj pomembnejše pa se mi zdi, da predstavim tale projekt. Moja postranska internetna aktivnost se je pričela okoli leta 2020 na Instagramu. Takrat sem primarno želel kot mladi infektolog poskrbeti za neko stališče znanosti in stroke v času, ko je divjal COVID-19 in je bilo širjenje napačnih informacij dejanska grožnja zdravju in življenju ljudi. No, profil se je razvil in počaščen sem, da mi danes sledi skoraj 30.000 ljudi. Seveda pa sem aktivnosti razširil na širšo medicino, zdravje in še marsikaj od drugega. Ob vsem tem zelo rad tudi bolj ali manj uspešno duhovičim, ker humor je pač neka stalnica, ki spremlja moje delo in tudi moje življenje. Že večkrat sem razmišljal, da bi svoje delovanje razširil iz Instagrama, ki mi je sicer super aplikacija, je pa iskreno malo kaotična, kar se urejanja vsebin tiče. Vse je vse povprek in če želiš nekaj pogledati ali pa poslušati za nazaj, je to včasih zelo težko. In predvsem sem želel poiskati nek medij, kjer bi lahko ponudil strjene in smiselno povezane vsebine. In to vsebine predvsem na neko skupno splošno tematiko duševnega zdravja. Jaz sem človek, ki izjemno ceni svoj notranji mir. Obenem pa sem tudi izjemno živčna oseba. Dobra novica, no recimo, da je dobra novica, da sem bil včasih še bolj živčna oseba. Od svojih najstniških let, ko sem na medicinski fakulteti doživel izjemno brutalen stik s tesnobo, s paničnimi napadi, sem redno in praktično na vsakodnevni ali pa recimo na tedenski ravni delal na nekem vrste mentalnem fitnessu. Skozi sem iskal neke navdihujoče zapise, predavanja, knjige, se učil tehnik sproščanja. V glavnem, želel sem vzeti čim več v svoje roke, kolikor se je seveda pač dalo. Ker materijala je res veliko. Če želimo odpreti nek ventil, izpustiti malo pritiska iz telesa, zadihati, živeti morda malo bolj mirno kot sicer, nas čaka nekaj dela, ampak je pa dobrega materijala res veliko. No, naj vam takoj povem, da nisem psihiater, niti nisem psihoterapevt. Poanta tega podcasta ne bo reševanje globokih stisk, zamer, resnično travmatskih izkušenj, niti ne bo neka transcendenca. Jaz bi rad, da je ta podcast nekomu tak ventil. Se pravi, da ga boste z veseljem odpirali, ker bo spustil pritisk. No in zdaj se končno približujemo naslovu. Vedno sem si rekel, da bo moji prvi knjigi naslov Umetnost lenarjenja. No, na koncu temu ni bilo tako. Je pa to vseeno eno izmed poglavij v moji prvi knjigi, ki je trenutno še v uredniški obdelavi pri založbi. In to je poglavje, v katerem pišem o odklopu iz vrveža produktivnosti, ki ga od nas zahteva življenje v razvitem svetu. Pa s tem ni nič narobe, mislim, da smo si na jasnem. Tudi jaz sem blazno produktivna oseba in s produktivnostjo, mislim, hvala Bogu, da smo produktivni. Ampak mislim pa, da ne more biti nihče produktiven vsako uro svojega življenja, niti da to ne bi bilo zdravo. Odklop torej. Pa naj bo ta odklop s pomočjo knjig, filmov, ležanja na balkonu, branja, meditacije, sprehoda v naravi ali pa pač s poslušanjem podcasta.
Gre za to, da se za en kratek čas prenehamo truditi in enostavno smo. Ždimo je ena taka lepa slovenska beseda. In tudi zato sem to poimenoval umetnost, ker če bi rekel znanost ali veščina lenarjenja, bi kdo dejansko mogoče dobil idejo, da se je tudi tukaj treba matrati, truditi, izuriti, stresirati, da nam lahko spodleti. Torej, če boste ob mojih pogovorih se malo odklopili, se mogoče kaj novega naučili, se nasmejali, vam bo zanimivo, pol je bil pač ta pogovor uspešen. In večinoma imam v planu, da bo podcast v obliki pogovorov, torej, da ne bom nastopal sam. Imam tudi že ogromno idej za super goste in se blazno veselim, da skupaj raziskujemo različne tematike, če seveda bo kdo sprejel moje vabilo na pogovor. No, pa smo ravno pri lenarjenju. Jaz sicer vem in se dobro zavedam, da podcast pač le redko kdo posluša zleknjen na kavču, polno predan posnetku, ne pač. Zavedam se, da so najbolj uredni na kakšni dolgi poti z avtomobilom ali pa na sprehodu med pospravljanjem. Torej, ne takrat, ko lenarimo, ampak takrat, ko bi si radi neko bolj banalno opravilo malo popestrili. In bi rad povedal pač to, da vam seveda ne zamerim kjerkoli in kadarkoli poslušate, samo da vam je udobno in da vam je zanimivo. No, če v nekem uvodu poveš vse o vsebini, je to v resnici brezvezen uvod, ker izgubi funkcijo teaserja. Se pravi, malo koga bo prepričal, da pač bi rad poslušal sploh še. In to je moj cilj. Jaz bom zelo vesel, če boste želeli poslušati še, in zato je tudi to vse, kar bom povedal trenutno o smeri in o vsebini podcasta. Da ne bom preveč posploševal, pa tudi da ne bom preveč obljubil. No, lahko pa obljubim, da ne bo niti ena epizoda sama sebi v namen, polna niča, brez substance. Pa čeprav se zavedam, da bom zaradi tega, ker bom pač iskal neko dejansko relevantno vsebino, najbrž objavljam manj redno, kot bi lahko. Na to noto objavljanja pa vam lahko obljubim, da se bom zelo potrudil in se strogo držal urnika objav in boste novo epizodo podcasta dobili vsako prvo soboto v mesecu. Pa morda kdaj celo kakšno ekstra epizodico vmes, če padem v nek vrvež hude produktivnosti. To je, kar se obljub tiče, vse. Za vse povratne informacije, ideje, predloge in tudi različna zgražanja nad vsebino bom zelo hvaležen in najlažje me poiščete kar na Instagramu. Malo težje me poiščete v kliničnem centru, kjer pa iskreno upam, da se tudi res nikoli ne srečamo. Zaenkrat torej hvala, adijo in imejte čudovit preostanek dneva.